Gospod Osmanović, točka se mi je zmuznila prav v zadnji sekundi. Ja, resnično mislim, da smo danes odigrali odlično tekmo. Glede na to, da smo igrali z Evropskim Mariborom, videli ste, da smo skozi celo tekmo poizkušali doseči zadetek več. Videli ste tudi, da smo imeli priložnost za povesti 2-1. Naš igralec ni na koncu izbil ene edine žoge. In na koncu je to vedno tako, kvaliteta odloči, Maribor je zabil v zadnjih sekundah. Moram pa reči, da smo mi pokazali izredno mentalno moč po vseh teh 12-13 srečanjih nulah, tako da se mi zdi škoda, da smo danes si zaslužili najmanj točko. Menite, da so fantje v tej preveliki želji oziroma že mislili, da imajo točko zagotovljeno in popustila koncentracija v zadnji minuti? Mislim, da niso to fantje, to je samo eden od igralcev, ki bi moral žogo udariti naprej, to ni storil in Maribor takšen kot je uspel nekako izkoristiti in zabiti zmagoviti gol. Kot kažejo, boj za obstanek še precej napet. Absolutno, boj za obstanek je precej napet. Videli ste, da sem prevzel moštvo v izredno, slabem psihofizičnem stanju. Skušamo se vrniti. Mislim, da smo danes pokazali določeni napredek in mi se bomo borili do konca. Ali nam bo uspelo, bo seveda pokazal čas. Marko, imeli ste rezultat, igralca več, zadeli ste prečko, na koncu pa zadnja sekunda in gol za nasprotnika. Ja, sigurno, zelo smo razočarani zaradi tega poraza. Dobili smo gol praktično v zadnji sekundi tekme. Imeli smo veliko točko proti tako dobre ekipi kot je Maribor, je to za nas zelo veliko, bi bil uspeh. Tudi psihološko mislim, da bi bilo izjemnega pomena za naprej, ker pač vemo, v kakšni smo situaciji, ko nam pač vsaka točka nam veliko pomeni. Ampak na koncu očitno malo premalo zbranost in Maribor je pritiskal do zadnje sekunde tekme in na koncu zabil gol in lahko jim samo čestitamo. Motivacija je bila pri vas velika? Sigurno je bila velika in verjamem, da bo taka motivacija tudi vsako tekmo, ne samo proti Mariboru. Pač tekma se je zdaj končala, kak se je, moramo se čim prej pobrati, spočiti se in dobro pripraviti za naslednje tekme in upamo, da bomo čim prej začeli nabirati točke, ki so pač nujno potrebne v boju za obstanek. Kako ste igralci sprejeli to menjavo trenera, ki se je zgodila pred kratkim, Fris Osmanović? Pa mislim, da smo zdaj že nekaj časa skupaj, spoznavamo se iz dneva v dan. Vsak trener ima pač neke svoje poglede na nogomet in pač na nas igralcih je, da upoštevamo trenerjeve navodila, da čim boljše treniramo in da probamo čim boljše igrati. Tako da zaenkrat je vse v najlepšem redu. Gospod Milanič, na koncu vendarle zmaga, veliko bolj dramatično od pričakovane. Ne bi rekel vendarle, mi smo danes zmago zaslužili, res je bila težka. Malo je nasprotniku pomagalo tudi zelo slabo igrišče, katero ni omogočalo neke strašne kombinatorike, zato veliko napak, vendar popolnoma zaslužena zmaga. Vas je izključitev precej spremenila načrte? V principu se ni videlo, da se je spremenilo nekaj bistvenega. Mi smo še zmeraj bili pri žogi, poskušali napadati. Nasprotnik se je osredotočil na branjenje svojih vrat, tako da bistveno se ni spremenilo oziroma spremenilo se na bolje, kajti zadeli smo. Menjave niste opravili prav nobene? Redko kdaj se to odločim. V tem trenutku sem verjel, da mi tekmo lahko zmagamo v tej postavitvi in enostavno izkušnje, katere smo imeli na igrišču, velikokrat odločajo. Še en branilec manj na spisku za naslednjo tekmo? Dobro, tu si ne delam pretiranih skrbi. Imamo 3 branilce, kateri so na voljo, tako da mislim, da Potokar več od ene tekme ne bo dobil, to pomeni, da bo hitro spet v kadru. Mitja, do te zmage ste prišli veliko težje od pričakovanega. Tako je, to so te sosednji derbi, Aluminij v tem verjetno drugem delu ni dal toliko energije, koliko je dal to tekmo. Če bi vložili vsako tekmo toliko energije, bi imeli mogoče kakšno točko več, ampak to je čar tega nogometa. Sosednji derbi, sigurno so bili motivirani, dosti igralcev igrali že v Mariboru, so hodili dokazati in zato je bila tekma tudi tako zanimiva. Izključitev Potokara se v igri niti ni tako poznala, še vedno ste držali visok ritem. Pa smo držali, kot sem rekel, že eno tekmo nazaj, ko imaš igralca več, avtomatsko druga ekipa malo popusti, ker misli, da bo vsak igralec dal kaj več. Mi smo tako se poslužili te taktike, vsak je dal še malo več, kondicijsko smo odlično pripravljeni in to je na koncu odločilo naš prid. Popustili niste vse do konca in nagrajeni ste bili prav v zadnji sekundi.
Ja, to moram reči, da nas ne krasti, da igramo, šprintamo po cele tekme in ne glede na to, kakšen je rezultat in to se je obrestovalo.